Ja, meni so ti vertikali v Italiji kar vsi hudi, moram reči. No. Verjamem, da bi bil tudi v Sloveniji kakšen še, če ga bi naredili, ampak te, ki sem pa v bistvu bila v Italiji na njih, Pistri vertikal recimo, ali pa Col d'Lana, ja, to mi je res dobro. Mojca, živijo! Dobrodošla v podcastu Zagret za tek. Živijo! Živijo! Kako si kaj v tem deževnem maju? Si danes vseeno že tekla? Ja, pač dež res ni ovira, tudi za mene, ne, tako kot za večino tekačev. Je pa res, da pol v bistvu me ne zanese, saj pogosto ne, v neke visoke hribe ali pa pač tam 1500, ampak kraj ostanem v dolini in danes sem si celo privoščila asfalt, pa v bistvu tek na Šmarjetno. Tako da je bilo tudi veliko ravnine, ki sicer pri meni v zadnje pol leta ni prakse. Se pravi, če te je kdo pomotoma danes opazil na cesti in pomislil, Mojca Koligar bo postala cestna tekačica, to ne drži? To ne drži in ga ne skrbi, ker cesto sem jaz upravila. Cesto si upravila. No, tudi v tem bi rad spregovoril s tabo še danes, v današnji epizodi, začetek mogoče aktualnosti. Letošnja gorsko-tekaška sezona se je vseeno kljub omejitvam začela v Sloveniji in širše. Smo te pa pogrešali, Mojca, na štartu tako državnega prvenstva v Grižah, kot v pretekli vikend na balkanskem prvenstvu v Romuniji. Ja, v bistvu se nisem odločila za obe preizkušnji iz razloga, ker sta bile v bistvu gor dol. In nekih hudih ambicij v prihodnosti nimam pač steki navzdol. Imam tudi neke težave z desno nogo in zategovanjem in potem takem se hitrih spustov zelo izogibam. In ja, zaradi tega sem se odločila, da ne nastopam na teh dveh tekmovanjih. Mimogrede, za vse poslušalce in gledalke preteklo, minulo balkansko prvenstvo je bilo zelo uspešno za slovensko odpravo. Timotej Bečan je odnesel naslov, Nuša Mali je bila tretja. Tudi ti, Mojca, imaš se pravi spomine oziroma okusila si slast zmage na balkanskem prvenstvu, drži? Drži, ja, pred 2 leti in v bistvu sem imela tudi veliko željo, da grem letos iz tega razloga, ampak v bistvu se je izkazalo, da trasa, ne vem, 2 dni prej smo izvedeli, da bo trasa gor dol, namesto sem navzgor. In potem takem sem se odločila, ja, da ne potujem tja, ker ja, bi želela spet zmagati, ampak dvomim, da bi v bistvu lahko, pa v bistvu škoda, ki bi si jo povzročila s tem, bi bila prevelika. No, potem reciva, da naslednje balkansko prvenstvo bo tebi bolj prijazna proga in da se vrneš tja pogledati, če imajo še kakšno, lovoriko zate, bržkone še. Ja, moram reči, da imajo izjemno naravo v Romuniji, glede na to, da je zdaj že v bistvu 3 leta zapovrstjo, tam balkansko prvenstvo, upam, da tudi še v prihodnje, ker ja, narava je pa tam neokrnjena in ja, si jo lahko želimo tudi tako tukaj. Bravo. Super, sva prebila let, spoštovani in spoštovane, dragi poslušalci in gledalke, prav posebna gostja je danes z mano. Sicer že v 41. epizodi podcasta se pogovarjam z odlično športnico in tekačico Mojco Koligar. Čeprav je v resnem treningu šele zadnja 4 leta, pa je nedvomno tista, ki je gorsko-tekaško sceno v tem času najbolj zaznamovala. Reprezentantka Slovenije na evropskih in svetovnih prvenstvih, večkratna državna prvakinja, balkanska prvakinja, zmagovalka Grintovca in Šmarne gore ter več trail preizkušenj, je tudi 3-kratna gorska tekačica leta v Sloveniji. Dolenjka, ki je zaradi študija ostala na Gorenjskem, je nekdanja vodja programov v športni organizaciji, je raziskovalka naravnih načinov zdravljenja in na najnovejši VMRA lestvici 2. najboljša gorska tekačica na svetu. Mojca, na kaj od omenjenega si najbolj ponosna?
Veliko si naštel, v bistvu si kar vse povzel. Težko bi rekla, mogoče to, da sem 3 leta ne zapovrstjo, ampak z enim letom pavze, 3-krat, da sem osvojila naslov državne, pač najboljša tekačica v gorskem teku, čeprav pač to pri nas nima neke posebne vrednosti, ampak ti pa vseeno da potrdilo, da si v bistvu celo leto dobro delal. In v bistvu na to pač sem najbolj ponosna. Ja. Super. Kaj pa ta nova BMRA lestvica in zgodovinsko drugo mesto, to pa je že kar neko priznanje oziroma morda tudi vstopnica do kakega sponzorja več? Težko bi rekla, da ja, ker pač niti ne vem, kako so to lestvico sestavili. Moram reči, da realna ni in zaradi tega mi tudi toliko ne pomeni in pač ja, to lahko se napiše dobro medijsko, se dobro bere, ampak sama ne kupim tega in tega ne prodajala niti sponzor. Jaz sem kritična do sebe, do drugih in pač ja, potem takem na drugi strani pa tudi realno. No, lepo povedano, iskreno, objektivno. Vsekakor, ampak če so že pri gorskem teku, katerem si uspela, bom rekel, in zablestela dokaj pozno, ampak praktično še vseeno za nas zunanje opazovalce, skoraj da čez noč, je bilo to trdo delo, dolgoletno pač tekanje, treniranje, lahko tudi kaj talenta ali vse skupaj morda? Mogoče vsega skupaj. Ja, čez noč, ne vem, vseeno se mi zdi, da je bilo postopno skozi ta leta, nekaj je pač biti doma najboljši, nekaj pa v bistvu se tudi v svetovnem merilu prebijati, kjer pa bi rekla, da sem naredila v zadnjem letu kar premik, sploh pri teku navzgor in je veliko bilo teka, veliko je bilo kolesarjanja, pač vse je bil način gibanja, ki je k temu prispeval, da ja, sem napredovala. Ni bilo pa to sistematično treniranje, ki v bistvu, če ne vem, ljudje, ki spremljajo Timoteja Bečana, koliko on v bistvu vse to sistematizirano dela, pri meni tega ni. Jaz še zmeraj pač narava in gibanje v naravi na nek sproščen, lahkoten način je še zmeraj v prvi vrsti. Zanimivo. Zdaj mi pa povej, če bi pa malo bolj resno začela teči, tako desetletje prej, se ti zdi, da bi lahko že prej uspela ali pa da bi uspela, bom rekel, tudi v svetovnem merilu že pred leti, ali je ta zrelost oziroma si vendarle potrebovala ta leta pa tudi to glavo, da si potem zdaj to recimo materializirala v teh odličnih dosežkih? Če sem iskrena, takrat se tega ne bi lotila, ker pač nisem toliko tekmovalen tip in takrat so bile druge prioritete in ja, ne bi uspela, ker pač nisem imela takšne miselnosti. Tako da ja, pač mislim, da se je vse zgodilo v pravem času. Bravo, ampak nisi bila pa, rekel, neznanka v športu, si trenirala že v otroških, mladinskih letih, nekje sem ujel, da so te v mladih letih usmerili v skok v višino, za katerega si v tem ugotovila, da pač nimaš bistvene prihodnosti, ampak vsem si pa osvojila nekaj državnih naslovov, če se ne motim. Ja, v bistvu sem bila pionirska državna prvakinja v skoku v višino. Ja, danes težko razumem, da so me usmerili v skoku v višino. In ja, takrat v bistvu sem vse skupaj malo zamerila, ker pač ja, jaz mislim, da zdaj pač to je to, več ne morem doseči, druge discipline ne obstajajo in ja, sem pustila za nekaj časa atletiko. Takrat pa sem trenirala tako pač v atletskem klubu, resno, odgovorno, ampak ja, se je hitro končalo.
Se pravi, si v stik s tekom prišla ob tem, ko si trenirala druge discipline, ti je tek potem, ne vem, skozi študentske in kasnejša leta predstavljal predvsem, antistresor, pa sprostitev in tako naprej, ali si tudi že morda namensko kaj trenirala v tistih časih? Ne, sem tako pač za sprostitev tekla, ja, dokaj redno, predvsem v študentskih letih. In ja, v bistvu to je bila meditacija zjutraj pred faksom, zjutraj pred službo, 20 kilometrov, super se počutim in dan je stekel točno tako, kot mora, ker sem si ga zamislila med jutranjim tekom. Tako da, ja, ampak to je bil res počasen tempo in to je bila ravnina in to je bil tudi asfalt, tako da so potem prišli hribi. Se pravi, 20 km na dan za fruštek. Okay, ja, no, s to kilometražo se danes lahko pohvali komaj, da kakšen resen maraton, se morda ultraš, kaj šele rekreativec, tako da očitno je bilo nekaj s tabo in tekom, da si ga tako posvojila. Kdaj si pa prvič resno tekmovala ali pa tekmovala nasploh? Tekmovala sem prvič na tem trailu, ki je prvi vikend v januarju. Niti več ne vem, kako se reče, niti ga ni več. V Zagorju oziroma v Trbovljah, tam v koncu. Ja, in tam sem kar zmagala, ne vem, v razdalje 35 kilometrov, 2 jurja višincev. Ja, in mi je bilo tako, kot pač bi šla na trening. Pravi, greš na prvo tekmo, absolutno zmagaš, premagaš vse moške nasprotnike, to ti je pa dal majčken zagona za to, da boš pa to majčken bolj resno ali pa več počela, ja? Ja, to mi je dal kar zagon, ja. In pol sem bila kar redna udeleženka teh trailov. Ampak na začetku predvsem teh daljše razdalje, veliko višincev, ja, to mi je bilo super. Tisto sezono si menda pretekla 6000 kilometrov na treningu, a to drži? Možno, če sem to zapisala, zdaj v bistvu te kilometre čisto drugače gledam in ne pomeni čisto nič. Takrat sem jih pa še kar lepo zbirala, pa tudi višinske metre. Zdaj pa v bistvu, ja, daleč od tega. Zdaj treniraš najbrž manj, ampak ne vem rekel, bolj kvalitetno, bolj z glavo, bolj sozvočil z naravo. Še zmeraj to ni sistematičen trening, je bistveno manj kilometrov, so tudi bistveno hitrejši. Bilo je obdobje, ker sem tudi delala intervale pridno, pa tempo teka, pa pač vse bolj usmerjeno, ampak zadnje pol leta, odkar sem imela težave, zadnjo stegensko, pa v bistvu sem spet se malo zabremzala. Mojca, no, če bi vseeno, jaz mislim, da zunaj množico tekačev in tekačic zanima, vendarle si najboljša slovenska gorska tekačica, ena boljših v svetovnem merilu. Praviš, da ne treniraš sistematično, kar je najbolj zanimivo pri vsem tem. Ampak, če bi spremljal Mojco Koligar na treningu en teden, kam bi moral iti z njo, recimo takole, vsak dan, ne vem, greš vsak dan v hrib, tle bližnje hribe, v katerih hribih se najraje zadržuješ, kako to izgleda, s kakšnim tempom se ti tega lotiš in tako naprej. O tempu ne bom govorila, lahko pa, ker pač pogledam tempo jaz, potem v bistvu razdaljo, ko sem jo opravila, višinske metre, hitrost, ampak se pa ne obremenjujem s tem, da zdaj pa mora iti 5:40 ali pa navzgor ali pa navzdol 3:30, to pač mi sploh ni pomemben. Običajno je pa tako, da naredim en daljši vzpon, kar pomeni, ne vem, daljši vzpon v smislu višinskih metrov, da grem na Kriško, Krvavec, Tost vrh, to je pač zdaj obdobje zimsko bilo. Dostikrat imam neko fartlek varianto,
Jož, Marjetna, Špičes hrib, ti manjši hribi, pol kakšno Križno goro, pa Planico. Tako, no, v tej smeri. Se pravi, srečati te je v klancih in po gorih, vršacih in hribih okrog Kranjske kotline. Ali so kakšni tereni tle okrog, ali pa malo dlje, tudi če moče tebi ljubi, kakšne karavanke in kaj podobnega? Ja, karavanke seveda so mi tiste najljubše in letošnja dolga zima mi ni bila prav nič všeč. In v bistvu zdaj spet je deževje, eno obdobje, ko spet v bistvu je vse tako nevabljivo, bom rekla tam gor. Ampak ja, karavanke bojo zdaj, v bistvu, ko se enkrat spet pokaže sonce, pa poletje, ja, bolj na dnevnem meniju. Ja, včasih smo v naših koncih imeli 4-letne čase, zdaj izgleda, da imamo samo še 2. Pravkar se zima, ki se 2 meseca že neuspešno poslavlja, je danes spet pobelila vršace tle okrog. Jaz si ta svoj bližnji Storžič ogledujem že 2 meseca ali pa že 3, pa zlepa ne pridem do vrha, ker mi zmeraj ta sneg prepreči naskok, ampak v snegu res ne bi rinil gor. Kaj je pa tvoj najljubši letni čas? A je to poletje, ki bo vendarle moralo priti, za božjo voljo? Ne, v bistvu je pomlad pa jesen, sem ne takšna pomlad, ki smo jo deležni letos, ampak bolj lanska pomlad mi je bila bistveno bolj všeč. Pa jesen, ja, tudi. Nisem mi všeč visoke temperature, niti morje, plaža, tako da, ja, pomlad pa jesen. Se pravi, tvoj letni čas šele prihaja, to bo recimo tudi takrat, ko bo največ tekem, recimo letos, to je jesen. Če so že pri tekmah, pri velikih tekmah, ti si takoj prvo sezono, ko si se praktično pojavila na gorsko-tekaški sceni, uvrstila v reprezentanco, šla na evropsko svetovno prvenstvo, potem to še ponovila. Zdaj ima že kar nekaj teh nastopov reprezentančnih za pasom, bila si v Argentini, Cermatu na Poljskem. Ti je katera od teh izkušenj posebej pri srcu, ali so bile vse nekaj posebnega? Ja, vse so bile nekaj posebnega, bom rekla. Mogoče še prvo leto Velika planina mi je ostala v posebnem spominu, danes bi se lotila v bistvu tega čisto drugače vseeno. Takrat sem iskala podporo v klubih, pri trenerjih, v bistvu, da sem dejansko pripravila na to, pa nekako je nisem našla. Tako da sem pač sledila svojim občutkom in delala prevelike razdalje, da je bila sploh približno pripravljena na takšno preizkušnjo. Tako da, ja, Velika planina. Velika planina, zanimivo, Velika planina. Leta 2019 mislim, da si bila najbolj pripravljena tudi za evropsko prvenstvo. Takrat si rekla, bila si 20, če se ne motim. Nisi bila najbolj zadovoljna, ker si rekla, da si bila pripravljena bistveno bolj in da si ciljala še precej više. Kaj se je recimo takrat zgodilo na evropskem? Ja, takrat sem bila pa zelo razočarana. To je bil Zakrpac. V bistvu smo šli tudi prej si traso pogledati, res močno sem se počutila. Ustavili se pa pri temu, da ni bilo ukrepčevalnic. V bistvu ena je bila odpovedana, nekje pa niso v bistvu prestavljena, nekje pa kak mogli čakati, ko so nam bili za podporo, nekakih ni bilo. In ja, iti na nič, zadeti ob zid, hodila sem v bistvu del poti, ki je bil dokaj raven, tako da hotela sem odstopiti, pa itak bi se mogla vrniti, tako da ne bi nič kaj spremenili, in to je bilo eno samo trpljenje in veliko razočaranje. Ok, tudi zelo pošteno povedano, ja.
Se računam, da popravni izpiti še pridejo tudi na evropski sceni, še letos, naslednje leto. Kaj pa, sem bral že zadnje leto o tem, pa se ne morem odločiti. Vem, kaj je recimo najbolj prestižno tekmovanje na cesti, v cestnem maratonu, vem, recimo, kaj je najbolj prestižno tekmovanje v trailu, ampak kaj pa je najbolj prestižno tekmovanje v gorskem teku, če sva čisto specifična? Je to, ne vem, svetovno prvenstvo, je to kakšna posebna dirka? Zakaj bi se recimo ti odločila? Ne? Jaz bi se odločila, to je pa čisto moje mnenje, za kakšen puk na Großglockner, ki je zelo prestižna tekma. Težko rečem, da je to kakšno evropsko ali pa svetovno prvenstvo, bolj te tekme s tradicijo, ki imajo že dolgo dobo. In tudi meni osebno bi pomenil dosežek na takšni preizkušnji še največ. No, ti si tudi poleg tega, da potuješ na večja tekmovanja, tudi drugače, menda kar vesela raziskovalka sveta okrog nas, rada potuješ. Ko si šla recimo pred to koronsko situacijo na kakšno novo destinacijo, si povsod raziskovala svet okrog sebe s tekom? Včasih tek zamenjam tudi za hojo pa kolo. Tako da, ampak je pa gibanje tisto, ki ga nekako prakticiram pri raziskovanju narave ali pa tudi mestno. Tako da, ja, to me žene naprej. No, če se pa zdaj iz sveta, imaš kakšno recimo zanimivo izkušnjo iz popotovanj po svetu, kakšno prigodo, ki bi jo lahko izpostavila, ki se ti je potem zgodila na določeni destinaciji med tem, ko si, ne vem, gonila kolo ali pa grizla kolena? V bistvu imam tudi kakšno slabo izkušnjo, pa čist doma, pri tem, ko sem gonila kolo, v bistvu, ko se mi zdi, da me je tudi kar malo zaznamovala, oziroma mi pognala strah v kosti. Ko sem kolesarila po Trnovskem gozdu, sredi poletja, zunaj 30 stopinj, kratka mačka, kratke hlače, in je prišla nevihta sredi Trnovskega gozda, ker niti ne veš točno, kje si, ker pač si prvič tam in se moraš vrniti do tam, ker pač si štartal. In ja, jaz sem mislila, da ko sva se s partnerjem spuščala, da bom zmrzena. Tresla sem se, zunaj je bilo potem, ne vem, 0 stopinj. Mogoče pretiravam, ampak res zelo mrzlilo je, kaj je škafa. Zebalo me je toliko, da ko sem se enkrat ustavila, nisem mogla pol ure niti govoriti, samo tresla sem se in prvič sem mislila pismo, res bi lahko umrla. In ja, bilo je tako nepozabno. Bilo je nepozabno, in to je lep zaključek te prigode. Te kdaj morda kakšna nevihta ali pa kaj podobnega tudi v hribih ujela? Ne, v bistvu to je bilo edinkrat, da je bilo res tako pač, da sem bila nepripravljena, no, tako bom rekla. In ja, ni prijeten občutek in ja, se zaveš, da ni za izzivati pa podcenjevati vreme, ker med poletjem se lahko zelo hitro obrne. To drži, Mojca, se strinjam. Če se že pri vremenu, tudi ti si začela, rekel, dirkati na en način na trail preizkušnjah, celo precej dolgih preizkušnjah, mislim, da 150 kilometrskih in podobno. Gorski maratoni so bili na tvojem meniju kar redno, zahtevni gorski teki. Ja, potem pa si te daljše razdalje zdaj zamenjala za krajše, za gorske teke, ki so bolj intenzivni, za vertikale in podobno. A to namenoma, da te teki bolj ustrezajo ali bo kakšen drug razlog? Sem to v bistvu tudi sama malo raziskovala, zakaj je v bistvu do tega prišlo. In prej, ko sem govorila o preizkušnji v Karpatsu, takrat nekako večina tekačev je imela gelje
zaradi tega ni imela nekih težav, pač, da je to razdaljo premagala brez ukrepčevalnic, ki jih pač ni bilo. In sama sem si takrat rekla, da pač jaz hočem biti samo odvisna sama od sebe v prihodnje, ker drugače nikoli ne veš, kaj te preseneti. In od takrat naprej v bistvu sem začela pol zmanjševati te razdalje. In ugotavljam pač, ja, da mi najbolj ustreza to, da pač ne rabim nič. V času pač kaj tekma, to je ena stvar, po drugi strani pa ja, res najbolj uživam pri teku navzgor, tek navzdol mi je tako neke vrste mučenje, oziroma imam neko strahu spoštovanja do spustov in ne uživam tako, kot pri teku navzgor, zaradi tega sem si rekla, da v bistvu zakaj pa v bistvu bi se mučila, če mi to ne prinaša nobenega zadovoljstva in ja, sem rekla, da imamo navzgor in ja, to je to. Če se vseeno ozreva po tvoji, rekel, kar lepi beri trail dirk, ki si jih obdelala v Sloveniji, jih po večini tudi zmagala, od Vipave, ne vem, Pohorja, Kranjske gore, se ne vem, nisem vsega uspel predelati. Imaš super seznam objavljen na svoji spletni strani z vsemi časi in uvrstitvami, lepa evidenca. Ti je kateri od teh slovenskih trailov, kljub temu, da se pravi, se jih zdaj ne poslužuješ več kot udeleženka, vseeno pri srcu, pa bi ga kdaj še ponovila? Z veseljem bi ponovila, če bi bila razdalja krajša. Recimo, zdaj mi je tam do enih 18 kilometrov, bi me še zvabilo, tam 24 pa že težko. Čeprav pač nekaterim je to navaden, ampak ja, meni pa zdaj, ko delam po 12-15 kilometrov, mi je že kar to veliko. Pohorje, izjemno lep trail, tudi Soča, outdoor, v bistvu dogodek kot tak celoten je super, Vipava, ja, tam tudi posebej lepa izkušnja, no, bom rekla. Kranjske gore tekmovalno v bistvu še nisem preizkusila, ampak jo pa tako pretečem tudi večkrat, to krajšo razdaljo, tako da ja, zelo lepe prireditve. No, jaz sem lani prav vse omenjene, ki si zdaj povedala, preteku virtualno, pač drugače ni šlo. Vsem sem se navdušil na tereni, na enimi bolj, na drugimi manj, ampak lahko rečem, da kljub temu, da ni bilo dirk, mi je bila ta izkušnja čisto všečna. Kakšno je pa tvoje mnenje o teh virtualnih izzivih, ki so se lansko leto na trail sceni pač kot zamenjava za prave dirke pač ponujali? Si kakšno od teh opcij vseeno izbrala, pa jo naredila, saj za eno vem, da si, pa si tudi gladko zmagala tamle v Besnici? Ja, za COVID trail Besnica, nekako tako si imenovala. Ja, v bistvu sem na pobudo Janeza res naredila trening, tako kot je rekel, da pač naj bo to trening in ja, probala tudi teči, ampak ja, to je brez posebnih občutkov, super trasa, vse, ampak to nima veze s tekmovanjem. Za pač moje vtise. Sem pa tudi ena izmed tistih, ki težko sprejme dejstvo, da je strava pomembna, pa dosežki tam gor. Tako da, ja, jaz se ne vidim v tem svetu. Zanimivo. No, sej tvoje konkurentke so bile vesele, da se nisi tega udeleževala, da so vsaj kje, vsaj v koronski sezoni lahko kakšno lovoriko odnesle, sicer jo ne bi mogle. Pa jaz dvomim, veš, mislim, da punce nismo toliko tekmovalne kot fantje, ne. To je tudi en zaključek moj, pri tem, ko spoznavam fante in punce na različnih tekmovanjih, zelo drugače jemljemo punce tekme kot fantje. No, to je zanimivo, ja, da si izpostavlja ženski koncept, rekel, tekmovan moški koncept, ne. Morda se
kakšno dekletem zunaj ne bi strinjalo, čeprav nisi prva, ki recimo to izpostavlja, ne, da to ne boj mesarsko klanje zmer bolj do izraza pride v moškem svetu, čeprav še posebej, kar je pa zanimivo, jaz sem letos malo spremljal tole virtualno ligo kranjsko in fantje so se fejs klali, dokler ni prišla kakšna punca, pa vse nagonila na kakšni dirki, potem so bili pa vsi kar malo užaljeni, ne, kako niso mogli, glede na to, koliko so se borili, kaj več narediti. No, tako da vse je bilo malo poetične pravice tudi tle. Ja, moram reči, da recimo v teh preizkušnjah, ki jih imam, je zanimivo v bistvu, koliko je fantom to pomemben, pa če koga prehiti, pa ne govorim za vse, ampak tako, v bistvu, ko hočeš koga prehiteti, pa takrat težko mimo spusti, ne? Si predstavljam, Mojca, da tebe so v hrbet gledali premnogi fantje na dirkah, ne? Pa jim še zdaj ni jasno kako, ampak ja, si bila vendarle, oziroma si vrhunsko pripravljena. Ali se v tem športu, ki je vrhunski, saj s tem, s katerim se ti pečaš, moč izogniti poškodbam, ali pač te glede na vse obremenitve in vse ostalo pridejo neobhodno tako ali drugače? Ja, jaz mislim, da se težko temu izogneš. Z izjemo poznam nekaj, ki pa imajo bogato kariero, Marjan Zupančič, in se temu izognil, tako da on mi je fenomen, kar se tega tiče. Punce pa bom rekla, da večina ima to negativno izkušnjo, da si pridela slej ko prej kakšno poškodbo in tudi sama sem si jih kar nekaj. Kako se, vem, da ti veliko daš na preventivo, da veliko uporabljaš tudi valčke, pa zdaj ponovno AEQ metodo in tako naprej, pa še kaj najbrž, hiperbarično komoro sem nekaj zasledil, da se tudi prakticirala. To najbrž je pomembno, no, da če tega ne bi uporabljala, bi bile zadeve brško ne še lahko bistveno slabše. Ja, mogoče sem jih začela malo prepozno uporabljati. V bistvu jaz sem tako, kot pač en avtor knjige Telo v 4 urah, ki nekako hoče vse na sebi stestirati. In ja, jaz sem preizkusila od hiperbarične komore, skener terapije, valčkanja, pripomočkov regeneracijskih, takšnih in drugačnih, do te na koncu AEQ metode, kjer v bistvu sem našla še največ podpore, bom rekla, ne. Ker lahko hodiš ti skozi na masažo, lahko hodiš kiropraktikom, ampak to je samo začasno. Naslednji tek, ki ga narediš, se spet zakrčeš. In če ti sam ne znaš sproščati mišic, v bistvu dolgoročno ne narediš kaj dosti, ne. In zaradi tega v bistvu zdaj nekako poskušam se redno sproščati z AEQ vajem. Kaj bi to recimo kakšnemu ambicioznemu tekaču, tekačici, ki vstopa, bom rekel, naj si bo gorski tek, trail, na te dokaj zahtevne discipline, recimo svetovala, da počne še poleg vsakodnevnih trevnikov, ne? Se pravi, ne vem, raztezanje najbrž kar nujno, ne vem, morda vaje za moč, morda cross trening, ne vem, plavanje, kolesarjenje. Kaj bi bil zate recimo en tak template, ki bi ga nekomu, če bi mogla na hitro predstaviti, popisala? Jaz bi mu rekla, da se naj v bistvu drži raznolikosti, da naj samo ne teče, ker pač, če delaš vedno eno in iste gibe z dneva v dan, slej ko prej to prenese v bravo. Torej, zraven, ja, funkcionalni trening, vadba moči, potem samo sproščanje je spet pomemben, pa tudi prehrana, no, tle tudi ni za pozabiti stvari. Ko v bistvu, tako bom rekla, ko mi nazadnje en gospod povedal,
Lahko imaš še toliko dober motor, pa če ti ne tankaš noter ustreznega goriva, slej ko prej lahko tudi redno servisiraš, ampak bo zaribal, ker pač na to gorivo ne gre. No in kaj je pravo gorivo za Mojco Koligar? Jaz se v bistvu zdaj držim neke prehrane, ki je vezana na krvno skupino. Šla sem k radiologu, ki mi je v bistvu povedal, katera hrana mi odgovarja, katera ne. In moram reči, da se bistveno bolj počutim, odkar sem določene stvari črtala iz seznama. In vzela še neke naravne pripravke, tako da mislim, da počasi bom res našla pravo pot, ki v bistvu te pripelje do tistega ravnovesja, ki ga iščem že cel čas. Bravo, se pravi, Mojca Koligar 2.0 prihaja na sceno, to bo še zanimivo spremljati. V bistvu, ker enkrat se vse ne vrti okoli teka, ampak v bistvu so druge stvari tudi dosti pomembne, čisto drugi občutki prihajajo ven in sama sem jih zelo vesela. A obstaja, tipičen gorski tekač pa gorska tekačica, so lastnosti, ki jih za dobrega tekača v klanec in hrib tekačica mora posedovati, recimo, moraš biti lahek kot perest, se pa hkrati močan kot vol z visokim bolečinskim pragom in hitrim odplavljanjem mlečne kisline, recimo. Nekako tako bom rekla, da skrb vzel v bistvu. Je pa tako, ne vem, če poznaš, vem, da poznaš, najboljšo gorsko tekačico Andrejo Maier. Ona v bistvu je pač s tehniko teka tle v bistvu zmaga. Težko razumeš, da je lahko toliko hitra, ko vidiš, kako teče, ampak je, tako da ne vem, mogoče pa še kakšen drug recept. Bravo, se pravi, še vseeno, outlierji tukaj lahko določajo smer vsega skupaj. Če sva že omenila Andrejo Maier, mora pač tudi omeniti, rekel slovensko, tradicijo gorskih tekov, ki je že kar dolga, glede na to, da že v 80-ih so fantje začenjali organizirano teč, pa se meriti v hrib od Francije, Teraža naprej. Vem, v 90-ih smo spremljali Stojana Melinca, Igora Šalamuna, sestre Hižar kasneje, potem sta prišla Mateja, pa Mitja Kosove, Lucija Krkoč je bila močna, Timotej Bečan, zdaj pa ti, jasno. Kako ti gledaš na stanje slovenskega gorskega teka pri nas? Morda v primerjavi ravno z ostalimi, če si že omenila Andrejo Maier, pa še koga? Zdaj odvisno, kako gledaš. Ali gledaš rezultatsko, ali gledaš medijsko. Recimo eno in drugo, če si že načela te dve temi. Rezultatsko v bistvu sta Mateja pa Mitja pa Lucija po mojem res zaznamovali eno posebno zgodbo, ki jo lahko gledamo vsi z nekim velikim spoštovanjem. Kar se tiče pa tako medijsko, pa mislim, da je zdaj bistveno bolj podprto, kot pa je bilo takrat. In tudi sponzorsko se danes lahko dobi bistveno več, kot se je takrat. Tudi podpora strani države, atletske zveze je zdaj večja, kot je bila takrat. Ampak še zmeraj za moje pojme zelo slaba, če primerjam najgorskega tekačico z enim stadionskim atletom, ki ni najboljši, recimo, na svojem področju, in mislim, da pač bi mogli biti za gorske tekače bistveno bolj poskrbljeno. Pa ne samo finančno, pa tudi strani pač neke zdravstvene oskrbe, pomoč pri iskanju sponzorjev, ogromne stvari, ki pač v bistvu smo gorski tekači sami sebi prepuščeni. In svoje iznajdljivosti. Se strinjam, glede na vse, bom rekel, svetovne naslove,
v različnih gorskih disciplinah, tudi v maratonu in vse ostale dosežke in ekipne in tako naprej, bi res pričakovali, da morda bi gorski tek imel v Sloveniji morda višjo pozicijo, boljši rating, ampak dajva ta gorski tek še malo vrednotiti, ali drži, kar se zadnja leta pač govori tam zunaj, da se klasični gorski tek praktično umika na eni strani trailu, na drugi strani pa transformira, ne vem, zdaj so tiste preizkušnje, ki so na radarju, pa medijsko vzpostavljene, ne vem, vertikalni kilometri, teki na stolpnice, pa na letalnice, ekstremne preizkušnje, take in drugačne. Ja, to drži vsekakor. V tujini ta trend in Slovenija temu sledi. Tako so prišle tudi te nove prireditve, ki jih sama zelo pozdravljam, ko včasih je bil sam maraton 4 občin, zdaj veliko več trailov v Sloveniji in res kvalitetna organizacija, ki privablja tudi tujce. Edino, kar pogrešam pri nas, so vertikali, ki v bistvu so tudi za gledalce, bom rekla, zelo zanimivi, ne? V Italiji je to res pač tiste, ki jih izvedejo izjemno, pač ljudi se zbere na vrhu hriba ob trasi in navijajo, dihajo s tem in upam, da bo enkrat tako tudi v Sloveniji, ja. Mislim, da imamo sposobne organizatorje, da to tudi naredili. Dejva za najino občinstvo, poslušalstvo in gledalstvo, za tiste, ki niso posvečeni v to disciplino gorskega teka, razložiti, kaj je vertikal kilometer? V bistvu, da narediš 1 kilometer višinske razlike, tam nekje med 2,8 kilometra pa do 4 kilometre dolžine, da ga premagaš. Pri nas smo imeli svoj čas ta Storšič vertikal, zdaj pa v bistvu ni nekega tovrstnega vertikala sploh. No, jaz sem, če si omenila Storšič vertikal, to lansko leto poskusil prek segmenta na Stravi oddelati. S hudimi mukami in težavami sem prišel pod 1 uro, pa sem se pa želel malo primerjati, pa pogledam, koliko pa Mojca to naredi. Ona z lahkoto to oddela v 40 minutah. Koliko je tvoj rekord na vertikalu? Kjerkoli? 38 nekaj je bil, ja. Mislim, da tam Koldelana, ja, ki je pa eden zelo strmih. Koliko je pa ženski rekord? Moški vem, da je, mislim, da malo pod pol ure. Koliko je pa ženski rekord v tej disciplini? Mislim, da vem, da ga ima Andreja Majer, sam zdaj ne vem, 33, tam nekje, ja. Andreja Majer premaga večino tudi fantov, tako da ni tako zaskrbljujoče, ja. No, vem, da je še neke vrste vertikal kilometer, so imeli tle na Krvavec, pa mislim, da je to državno prvenstvo na Čaven. Ja, drugače pa res v Sloveniji ta disciplina še ni razvita, morda poziv in klic vsem tam zunaj, ki se s tem pečate, dajte nam vertikalne kilometre, pokličite še gledalce, ki se bodo uspeli tisti dan na goro, pa naredimo z tega kakšen šov. Ne pravim, gledati ljudi, kako jih zaliva mlečna kislina in kako trpijo, je nekaj posebnega, tega ni toliko na cestnem maratonu, v hribi prav gotovo je. Imeli smo pa do nedavna prav posebno dirko v Sloveniji, to bi bilo dvojni vertikal kilometer, saj približno toliko višincev je bilo, tek na Grintovc, nekih 10 kilometrih, 2 Jurija višincev, tam si tudi nekajkrat zmagala. Kako se ti pa tista dirka zapisala v spomin? Ja, 2-krat sem uspela tekmovati, enkrat samo do Kokrškega, ker je bil zadnje leto tam cilj, enkrat pa do vrha in ja, to mi je bila preizkušnja, ki v bistvu mi je ostala v res lepem spominu in bi si želela, da bi bilo več takih tekov v Sloveniji na toliko visoke hribe, gore.
Ja, ampak jih ni. In v bistvu prav pogrešam tale Grintovc, zdaj že drugo leto. Glede na to, da si organizatorka dogodkov bila izobražena na tem področju, pa glede na to, da je papež Dušan zaključil z organizacijo na Grintovcu, mogoče bi pa ti prevzela žezlo pa organizirala to dirko, čeprav, ne? Smola bi bila ta, na dirki, ki jo sam pač organiziraš, ponovadi ne moreš teči, ker imaš preveč za delati, ne? Kar pa spet ni namen, ki bi ga želela doseči. No, jaz mislim, da Dušan Papež ni zaključil z organizacijo dogodkov. Dogodka, vsaj takrat je rekel, da tega, no, sam je tako rekel, čeprav se zna vrniti iz tega pokoja, kar se Grintovca tiče. Takrat so sicer obljubili na občini, da bodo našli organizatorja, dvomim. Ampak ja, vseeno računam, da bo kakšna druga tekma, ki bo Dušan Papež svojo srčno ekipo organiziral, ker mislim, da je on tisti, ki je pokazal, da se v Sloveniji vseeno da premakniti gorski tek na višji nivo. To nedvomno drži, tudi njegov klub KGT Papež dominira, rekel, na slovenski sceni in tudi širše. Včasih je bila to šmarnogorska naveza, zdaj je Papež tisti znamenite rumene majčke, če se ne motim, ki so opazne ponavadi, rekel, kot prve na vrhu določenih hribov, pa potem na podiju. Ti si tudi za ta klub tekmovala, če se ne motim. Še vedno tekmujem, ja. In ja, bi rekla, da imamo dobro podporo, kar se tiče pač klub kot tak, ki ti jo lahko da. Edino, kar pogrešam, je trening organiziran in trener, ki bi v bistvu skrbel za sistematičen trening. Tega pa v bistvu ni, sicer ne vem, kako je po ostalih klubih organizirano, pri nas je pa v bistvu bolj za mladino oziroma za otroke. Morda se tudi v prihodnje na tem področju kaj premakne. Kaj pa Šmarna gora? Šmarno goro si dobila večkrat, lani celo dvojno krono, ki si jo vzela tako na, mislim, da je bil sobotni pa nedeljski program. Petkov pa sobotni. Petkov pa sobotni program, tako. Obe si suvereno dobila, čeprav praviš, da to ni tvoja najljubša dirka, pa vseeno. Zahajaš redno tja? Ne zahajam redno tja. Prvič sem se tekme udeležila, mislim, da 2017, pa potem lani spet, vmes sem bila nekaj poškodovana. Tudi prvi obisk je bil v bistvu tekma 2017, Šmarne gore kot take, tako da in potem ni bilo nobenega obiska več. Pa sem lani pred petkovo preizkušnjo v bistvu pogledala ta vertikal in to je bilo vse, ker pač, ne vem, ni pritegnilo moje naklonjenosti kot Šmarna gora kot taka, da ne pomota, v bistvu tek je organiziran zelo lepo in ja, je dobil recimo, kar se organizacije tiče, upravičeno naziv najgorska tekaška prireditev na svetu, ampak kar se tiče pa samega hriba, pa trase, pa to, pa ja, mogoče mi mora tole oprostiti, kar bom rekla, Tomo Šarf, ampak ja, ne mora biti Šmarna gora primerljiva z Glognerjem. No, mislim, da Tomo Šarf ni zamerljiv in bo tole dobrohotno kritiko seveda sprejel, posebej, če jo izreče Dolenjka, ki se je naturalizirala v Gorenjko, da nema Šmarna gora, pač ni njen najljubši hrib. Sej mislim, da Šmarna gora ima dovolj oboževalcev, da zaradi tega ne bo trpela, če ne ti ne jaz, ne bova pogosto tam. Kjera pa je mogoče tvoja najljubša dirka v evropskem prostoru ali pa vertikal, če smo že pri tem, ker si ljubiteljica in specialistka za vertikale. Je kakšen, ki je res hud, pa bi ga priporočila še komu?
Meni so ti vertikali v Italiji, kar vsi hudi, moram reči. No. Verjamem, da bi bil tudi v Sloveniji kakšen še, če ga bi naredili, ampak te, ki sem pa v bistvu bila v Italiji na njih, Pistri vertikal, recimo, ali pa Col d'Lana, ja, to mi je res dobro. In pač na eni strani to, kar je toliko strmo v toliko kratkem času, po drugi strani pa tudi organizacija in v bistvu to navijanje v trasi, ki res ti da še dodaten zagon. No, pol pa mogoče še izpostavila bi te zimske zadeve, na katerih sem pa tudi zelo uživala, moram reči, v sijaju lučk na snegu, po noč, v bistvu si sam sabo, prebijaš, ne vidiš v bistvu sploh strmine, samo grizeš do vrha in pol skar naenkrat na vrhu. Tako da ja, to ima tudi poseben čar. Bravo. Zdaj mi pa povej, tam sem zasledil, da obstaja dirka, ki na 10 kilometrih naredi trojni vertikal, se pravi 3000 višinskih metrov, neka Red Bullova dirka, kako vraga pa to zgleda? To mora zgledati kar strahovito, ja. Če nisi bila, ti še nisi bila. Ne, nisem bila, sem pa letos vabljena na to dirko v Švici, oktobra nekje, ampak v bistvu bom mogla še kar narediti nekaj na višinskih metrih, ker 3000 jih pa niti nimam v nogah, no, ampak je še čas. Sezona je še mlada. Kaj pa še planiraš za letošnjo sezono, poleg tega omenjenega vertikala? Zdaj, konec koncev počasi se scena odpira, dirke se napovedujejo. Imaš že kaj začrtano v koledarju, da boš šla, se boš udeležila? Ja, v bistvu sem si naredila pred dobrim tednom seznam dirk, na katere bi šla. In na koncu ugotovila v bistvu, da več manj so res samo vertikali. Ampak ja, to so dirke, ki so nekako že recimo da potrjene, čeprav nikoli ne veš v trenutni situaciji. Drugače pa poleg vertikalov, Großglockner imam v načrtu, mogoče tudi svetovno prvenstvo na Tajskem. Konec, v bistvu, ko bo potlej novembra, ostalo pa ja, bom še videla, razen vertikalov. Kdaj je pa izbirna tekma za svetovno prvenstvo? Mislim, da je to Čaven vertikal, ki je pa septembra. No. Se pravi, ampak ko so prej govorili o vseh teh prvenstvih, res jih je bilo že kar nekaj v tem obdobju, odkar tekmujem, in nimam več, če sem iskrena, želje iti na prvenstvo, če se ne bi počutila res pripravljena na top 10, niti ne želim štartati. Bravo. Neposredno in pošteno. Mojca Koligar, rekel sem ti prej, da urica pogovora bo menila, kot bi mignil, no, urica pogovora je za nama. Ni bilo tako hudo, ne? Je kar minil. Če bi obrnila vlogi, tudi 2 ne bi bile dovolj, ampak to bova pa kdaj drugič naredila. Bom to vzel kot kompliment, ne kot subtilno kritiko, da preveč govorim. Sva nekaj podobnega sva že imela lansko leto v Kranju, v Roli baru, prav zabavno je bilo tisto. In vem, da se je tudi razvлекlo več kot 1 uro, tako da zdaj sem bil jaz na vrsti, lani bila ti, zdaj sem bil jaz, naslednjič pa lahko spet zamenjal, pa tako naprej potem, Bova, imam tudi že plan. Super, ideje se kar same krešijo, spoštovane. Z mano je Mojca Koligar, najboljša slovenska gorska tekačica zadnjih sezon. Mojca, prosim, povej mi, kakšno je tvoje mnenje o tem, da je trail tek v zadnjih nekaj sezonah praktično osvojil slovensko tekaško sceno, samo o trailu se še govori, ceste v drugem planu. Zakaj misliš, da je med rekreativci
ki se sicer zelo radi merijo tudi na cestnih dirkah, pa trail osvojil srca pri mnogih? Ja, zato, ker je preprosto boljši, lepši, več ti lahko da od tega, da pač ni mogoče pač so dojeli, da ni pomemben samo pač koliko je tempo, kakšna je hitrost, ampak v bistvu, da čas bistveno hitreje mine, če greš malo gor, dol, levo, desno, in tako naprej. Se pravi, kaj bi recimo položila srce tistim, ki se lotevajo teka? Je smiselno? Včasih se spomnim, ko smo prebirali knjige o teku, kako začeti, pa najprej hod, pa kakšen kilometer odlaufi, pa tako naprej. Je mogoče po tvojem mnenju začetek te žlahtne rekreacije smiselen tako, da najprej začneš hoditi v hribe, pa potem najdeš mogoče v tem večje zadovoljstvo, kot da se že ko v štartu mučiš s tekom po ravnini? Sigurno je to pravi način. Tudi sama sem začela s hojo v hrib, hitrejšo hojo, s tekom po bolj ravninskih delih ali pa malo manj strmih delih, pa potem v bistvu začela s konstantnim tekom. Tako da menjati hitro hojo, tek, glede na naklon, ki je bistveno boljš, pa pač se mučiti. In meni osebno srce boli, ko gledam ljudi, ki se pihajo na vrh, ki v bistvu niti malo ni v tem užitka, ne morejo, ampak se trpinčijo, ker bi lahko v bistvu pač postopno napredovali, pa bi bili bistveno bolj zadovoljni in učinkoviti pri tem, kar počnejo. Te morda kdaj v daljni prihodnosti pravzaprav zamika, da bi, ne vem, kaj takega, kot je slovenska planinska pot, naredila v enem zamahu? Glede na kilometrino, ki jo delam, sem to željo opustila, imela pa sem karavanke v bistvu zelo ugledane, da bi jih v bistvu pretekla. Trenutno daleč od tega, da se tega lahko lotila, ampak ja, nikoli pač ne veš, kam te prinese. Če mi nekdo rekel pred 2 leti, da bom tekla samo 10-15 kilometrov, ga čudem pogledala in da mi bo razdalja predstavljala pač problem. Tako da ja, mogoče da je v prihodnosti vsem spet drugače se odvrti. Navsezadnje si še mlada, v najboljših letih se je Marjan Zupančič tudi pri 50-ih skoraj da postavil rekord SPP-ja pod enim tednom, tako da prihodnost je svetla. O teku, o hribolazenju nasploh, pa o teku hrib in tako naprej, je v zadnjem času išlo kar nekaj publikacij, nekaj knjig. Si morda ti imela ali imaš kakšno ljuboti knjigo, ki popisuje, naj si bo hribe, tek ali oboje skupaj? Prebrala sem jih kar nekaj, ampak zdaj, da bi izpostavila eno, ki mi je bila res najboljša, bi jo težko. Bolj v bistvu telo v 4 urah, bom rekla, da je bila tista knjiga, ki mi je dala tako najširši pogled na v bistvu telo in gibanje. In to je tista knjiga, ki bi jo priporočila tekačem ali pa tistim, ki se lotevajo s tekom, da si jo le preberejo. Ker ni vse v številkah pa kilometrih, ampak v bistvu pomemben je biti pri tem učinkovitno, kar delaš. No, lepo, da si omenila. Ja, Timothy Ferris je izdal že leta nazaj 4 Hours Body, potem je to odlično prevedel Jure Cepuder, izdal pri založbi Sanje par let nazaj. Jaz imam tako angleški kot slovenski izvod, res, tako kot pravi Mojca, da jaz priporočam morda en teaser. Ja, Timothy Ferris je marsikaj probal na sebi, je en tak
life hacker, body hacker. Ja, eni stvari, eno poglavje pa not manjka, tega pa ni uspel. Rekel je, da bo natreniral z najmanjšim možnim treningom, mislim, da 50-milsko preizkušnjo, ampak tega pač ni uspel in tudi v knjigo ni dal, no, morda v nadaljevanju. Timothy Ferris je tudi znani podcaster, tako da ja, tole knjigo si vzemite, je v slovenščini, je uspešnica, ki je bila na lestvicah pred par leti in tako kot praviš, ja, zelo dobri pogledi v človekovo telo in njegove sposobnosti se najde v njem. No, moram reči, tudi tvoja Zagret za tek se mi zdi zelo, tako bom rekla, vabljiva za tiste, ki v bistvu se bi rad spoznavali na malo drugačen način s tekom in ti razširil obzorja. No, Mojca, hvala. Evo, super. Zdaj, si me malo spravila za drego, ampak se je prav to, da ne bodo samo, da bom se jaz samo druge spravljal za drego, da sem še jaz za dregi. Tako da, evo, knjižne predloge ste dobili. Draga Mojca, za finale še morda kakšna zaključna misel. Končno, ja, zdaj zima se umika, prihajajo lepi dnevi. Lansko leto takle čas je pol Slovenije rinilo hribe, na koncu je bilo na določenih destinacijah že kar preveč ljudi, ampak nič ne de. Hribov je za vse dovolj, ne izhojenih poti tudi, samo malo se umakneš, bom rekel, iz glavnih božje potnic, pa imaš recimo naravo samo zase. Morda še kakšna zaključna misel ob tem. Imeli smo koronsko leto je za nami, boriti proti, rekel, virusnim obolenjem se je najlažje tudi z močnim imunskim sistemom. Kje je najlažje si ukrepiti imunski sistem, draga Mojca, kot najbrž v naravi, v hribih? Daj mi prosim še ti povej iz svojega gledišča, recimo, kako si ti doživljala to leto, kaj si iz tega recimo naučila in kaj bi za zaključek morda sporočila še najnemu gledalstvu in poslušalstvu. To leto je bilo tudi zame malo posebno z vsemi omejitvami in nekaj časa sem kar bežala, hotela bežati predvsem, ampak po določenem trenutku pa sprejme situacijo takšno, kot je, in iz nje poskušaš potegniti najboljše. In ja, zgraditi si najboljši možen imunski sistem je bila ena izmed stvari, s katero sem se ukvarjala, pa ne zaradi covida, ampak tako pač na splošno sem se zamislila nad temi stvarmi in delala potem v tej smeri. Pa ukvarjati se s sabo v bistvu, ker to je vse, kar je ostalo, ne? Ker s drugimi pač si nis rabo ukvarjati. Cel svet je nekako stal in potem ostaneš sam s sabo in v bistvu lahko raziskuješ sam sebe in je bila za to priložnost in sama sem jo izkoristila in mislim, da pač tudi vsi ljudje pač je zdaj obdobje, ko lahko delajo na sebi in v bistvu napredujejo, če se le opazujejo, tako bom rekla. In ja, mogoče to, da tudi ni vse v številkah in ja, dajmo se poslušati v prvi vrsti, potem bomo slišali tudi druge. Kako čudovita misel, draga Mojca, za finale, morda še in pozitivna, kajpak, pozitivno sporočilo sva dala občestvu tam zunaj, ja, pejte ven, zadihite, ukvarjajte se sami s sabo, prezmislite, kje ste, kaj ste in kam želite. Mojca, imaš ti še kakšen projekt v kratkem planu, poleg svojih športnih podvigov, jasno, ki ga želiš soustvarjati. Vem, da si v dogovorih z Planinskim društvom v Kranju, ker pripravljaš nekatere projekte s Primožem Černilcem, ki je bil tudi moj gost, recimo, še kaj tazga, kar bi morda zanimalo najino občestvo. Ja, mogoče glih to, kar si izpostavil v Planinskem društvu Kranj, so prepoznali potencial gorskega oziroma trail teka in bi želeli na tem področju več delati. V ta namen se bo odprla sekcija za gorski tek, kjer v bistvu se bomo povezovali, družili, izobraževali vsi tisti, ki smo naklonjeni teku v naravi. Tako da ja, vabilo vsem Kranjčanom in ljudi iz okolice sledi kmalu.
No, jaz se že javim, evo, super vabilo, super popotnica za ta najmen pogovor. Draga Mojca, hvala ti za odličen pogovor, ki so ga zdaj imela. Mislim, da so ogromno stvari povedala, kaj še prihranimo za naslednjič. Jaz ti želim odlično sezono 2021, ki je, bom rekel, v odpiranju in bo kmalu v polnem teku. Želim ti, da še dolgo ostaneš na sceni, ostaneš zagreta za tek za hribe in da seveda premikaš mejnike, ki so za premikati. Lahko rečem samo hvala, ker si vse povedal. Mojca, super. Hvala ti, Mojca. Hvala za tvoj dragoceni čas. Želim ti vse dobro, vse lepo. Maham v Kranj, se vidimo kmalu. Hvala, maham nazaj v Preddvor, pa upam, da se srečamo tam nekje gor. V hribu, jasno. Z Bogom, Mojca. Čau. Čau.